kot smo mi že nakazali v napovedi omizja, bo danes govor o biotehnologiji, ki se je že dodobra umestila v to stoletje kot ena najbolj propulzivnih in najpomembnejših ved. Posebno pozornost bo, kot že kažejo svetovni trendi, namenjena biomedicini, saj je medicina sredi velike konceptualne revolucije. Raziskovalci navajajo, da je v 20. stoletju želela pozdraviti bolne. V 21. stoletju pa se vse bolj posveča in se bo še bolj posvečala izboljševanju zdravih. Zdravljenje bolnih je bil bolj egalitarni projekt, izhajajoč iz predpostavke, da obstajajo normativni standardi telesnega in duševnega razvoja, ki bi ga morali uživati vsi. Seveda naj bi nam zagotavljala država oziroma Zavod za zdravstveno zavarovanje, kot vemo pri nas. Nadgradnja zdravih pa bolj asociirana elitistični projekt, saj ne sledi ideji o splošnem merilu, ki ga lahko uporabimo za vse ljudi. Ljudje bodo želeli seveda boljši spomin, boljšo inteligentnost in bolj prvovrstne zmogljivosti, recimo telesne. Tako stališče je lahko zelo problematično, a vendar je potrebno o njem razmišljati tudi iz širšega konteksta, tudi z vidika širših trendov, ki se že uveljavljajo v svetu, v znanstveno-raziskovalnem področju in ne zgolj z vidika nekega lokalnega, ozkega okolja, v katerem živimo. In menim, da se bo razprava dotaknila tudi omenjenih teh dilem, ki jih postavljamo. Zato so nami izjemni poznavalci področja, to je profesor oziroma primarij dr. Damjan Radosavljević iz Ortopedske klinike UKC Ljubljana, dr. Miomir Knežević z Educela, to je podjetje za celično biologijo, dr. Matjaž Peterka z zasebnega raziskovalnega zavoda Kobik, profesor dr. Matjaž Jeras z Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, in seveda eminentnih raziskovalcev področja genetike, to je profesor dr. Roman Jerala z Kemijskega inštituta, ki ga najbrž poznate, in pa vodja laboratorija za biotehnologijo. Naj še povem, da se razpravi medijsko pridružuje tudi projekt Pitja, ki deluje v okviru spletnega portala za znanost Tromba in seveda celoten posnetek bo na voljo na vseh socialnih omrežjih. Torej, najprej seveda vprašanje, kako razumeti izjave, da biotehnologija uporablja orodja, ki nam danes dajejo moč. Recimo, gensko inženirstvo je lahko zelo dragoceno in gotovo tudi razprava o tej tehnologiji zanimiva, težavna, zahtevna. Tisti, ki poznate sociologa Jeremija Rifkina, se predvsem z biotehnologijo ukvarja, pravi, da gre lahko tudi za faustovsko kupčijo. Kaj vi mislite o tej moči, ki jo danes daje biotehnologija? Kdo bi najprej o tem kaj povedal? Profesor Jerala? Ja, pozdravljeni, hvala za vabilo. Jaz mislim, da biotehnologija je podobno kot vse ostale znanstvene vede. Ima potenciale, lahko izjemne in moramo samo paziti, kako jo bomo izkoristili. Biotehnologijo najnazadnje človeštvo uporablja že tisočletja, najnazadnje, če vzamemo od fermentacije naprej, in danes smo prišli do neke stopnje. Tako da jaz bi rekel, da ni nobena bistveno drugačna kot, ne vem, jedrska energija in ostalo. Lahko se uporabi za dobro, lahko se uporabi za slabo. Vse pa strinjam s tem, kot ste rekli na začetku, da potenciali so izjemni in jaz mislim, da jih bomo lahko v prihodnjih recimo desetletji že najbrž še dlje pa tudi znali izkoristiti za dobro človeštvo. No, ampak kot veste, recimo prejšnje stoletje, se pravi 20. stoletje, tam je dominirala fizika, seveda posebej s to tehnologijo, kot ste že omenili. Tako da danes hot topic, pravijo raziskovalci, pa res se prenaša na biotehnologijo oziroma biomedicino. Ja, se strinjam, predvsem zato, ker se tudi sam s tem področjem ukvarjam in bliže, čeprav veste, v bistvu vse vede se usporedno. Tudi danes biotehnologija ne bila tako sposobna, če ne bi informacijske napredki na področju informacijskih znanosti in podobno. Se pravi, te vede se med sabo dopolnjujejo
Je pa res, da biotehnologija in biološki sistemi ponujajo zelo veliko takih paradigem, ki bi jih lahko tudi v našo siceršno tehnologijo upeljala. Se pravi, energetsko učinkovitost, obnovljivost, primernost za okolje, ne nazadnje, biološki sistemi so nanostroji, ki izjemno dobro delujejo na nanometrskem nivoju, do katerega pač še ne znamo priti, in ne nazadnje seveda zato, ker preko zdravja s tem dosega tisto, kar nam je mogoče najbližje, in tukaj seveda smo ljudje toliko bolj občutljivi. Seveda se pa so po drugi strani, kot dobro veste, tudi nasprotovanja gensko spremenjeni organizmi, hrana, dileme, strahovi, in s tem se bomo pač mogli soočati. Jaz upam, da ne z omejevanjem, ampak s tem, da izkoristimo, uporabimo te potenciale, ki jih ta tehnologija. No, zato pa so recimo take razprave koristne, da ljudje oziroma najširša javnost tudi izve kaj o tem, da recimo znanstveniki delate v dobro njih. Absolutno, sem prepričan, da se bomo med samo debato o vseh posameznih tehnologijah še pomenili in tudi povedali, kje so kočljive točke, zadeve, kjer bomo mogli tudi najbrž družba kot celotna priti do nekega konsenza, v katero smer gremo naprej, če govorimo, ne vem, gensko izboljševanje človeka, recimo. Rekomendirali oddelka. Gotovo. No, ker ste že omenili različne metode, ostanimo najprej pri vprašanjih celične terapije oziroma celičnem tkivnem inženirstvu. Pri nas se ta metoda v nekaterih primerih že uporablja. Imamo kar 3, mislim, da so govorce tu, ki so tu na nek način vešči tega. A ste vi, profesor Jeras, povedali? Lahko povem par besed nekako za uvod. Ja, zakaj v bistvu gre tu? Ja, jaz bi morda samo še malo dopolnil profesor Jeralo. Ja. Seveda, vse to, kar je povedal, seveda dejansko je res izstoji, je pa, bi pa rad tukaj upozoril, da gre za izjemno kompleksno področje. Zato tudi prej omenjena interdisciplinarnost, ki je pravzaprav na tem področju nujna. Pravi, posamezna veda praktično danes ne more narediti nič brez kakšne druge vede. Tako da moramo res roko v roki naprej. To je ena stvar. Druga zadeva je pa, proučujemo sisteme, ki so izjemno kompleksni. In kakršen koli poseg, enostranski poseg z nečim v telo, podre neko regulacijo, ki sproži potem neko reakcijo. Ta reakcija je lahko večplastna, na več nivojih. In tisto, s čemer se seveda bomo morali ubadati in se ubadamo ves čas, je poznavanje teh mehanizmov. In tukaj mislim, da smo še precej na začetku. Je pa dejansko v bistvu razvoj biotehnologije in tudi vseh ostalih naprednih aplikacij znanosti nekako povezan skozi zgodovino s poskušanjem. Veliko poskusov je bilo narejenih že zelo zgodaj, ko še sploh nismo poznali mehanizmov in nevarnosti. Recimo tudi v primeru transfuzij krvi, ki se je začelo recimo s transfuzijami živali v človeka ali pa s transfuzijo naključnega darovalca nekomu, in potem se je pač ugotavljalo, kaj škodi in kaj ne škodi. Včasih je pač potrebno tudi ta korak narediti. Seveda popolnoma zavestno in z dovoljenjem tistega, ki je pripravljen to pravzaprav prestati na nek način. Tako da imamo celo vrsto nekih herojev, pogumnih ljudi, ki so skozi zgodovino recimo pomagali, da smo danes tukaj, kjer smo. No in zdaj, če se vrnem na področje celičnega in tkivnega inženirstva, tudi to področje je kar precej že staro in upeljano. Je pa v zadnjem času ali po zadnjih letih zelo povezano z regenerativno medicino. Se pravi, čemu služijo taki pripravki? Obnavljanju našega organizma, se pravi poškodovanih delov našega organizma, bodisi tkiv, bodisi organov. In to z živim materialom, se pravi s celicami, ki jih vzgajamo na posebne načine, ex vivo, se pravi izven telesa, in jih potem lahko vrnemo nazaj. Te koncepti se prav tako spreminjajo, kajti danes stremimo že tudi k temu, da bi v bistvu tiste celice, ki so sposobne regenerirati telo, znotraj telesa aktivirali in jih usmerili tja, kamor naj bi prišle in izvedle svoje delo. Se pravi, tudi ta koncept, klasični koncept tkivnega inženirstva, kjer nekaj vzamemo iz telesa,
izoliramo celice, jih namnožimo v določenem nosilcu, v določenem bioreaktorju, se do neke mere tudi spreminja. Tako da je to zelo, zelo dinamično področje, tako kot so vsa področja pravzaprav v biotehnologiji. Doktor Radosavljević, vi ste pri nas kot ortoped začeli v bistvu eden prvih ljudi oziroma strokovnjakov, zdravnikov, ki ste se začeli ukvarjati z matičnimi celicami kot ortoped. Res je, pravzaprav o tej temi biotehnologije nekoč nisem vedel prav nič. Namreč mi smo kirurgi, rečem lahko v šali tudi manualni delavci, in če bi kdo takrat meni govoril o nekih celicah na tem nivoju, česarkoli ne bi mogel niti razumeti. No, mene je doletelo, da se je pojavila ena epohalna iznajdba v ortopediji, in sicer profesor Peterson je leta 1994 izumil to proceduro, kako regenerirati hrustanc. Hrustanc je eno tkivo, ki ni regenerabilno, se ne obnavlja, in ta problem je on nekako reševal, da je vzel en košček zdravega hrustanca, en kubični milimeter, ga v laboratoriju encimsko obdelal, celice razmnožil, jih skratka po enem mesecu namnožene celice vrnil na mesto defekta hrustanca. In to je bilo takrat rečeno in English Journal of Medicine je objavil kot v zadnjih 100 letih epohalni članek. Jaz sem nekako... To je pred nekaj več kot 20 minut. To je leta 1994 bilo. No, in jaz pa leta 1996 obiščem profesorja, ki pokaže to, bi rekel, kirurško tehniko tega posega, ampak istočasno pa so njega obiskali tudi farmacevti iz velikega koncerna Genzyme iz Amerike, in kako se te celice gojijo, so nekako ta postopek odkupili licenco. Tako da sem se jaz tistega leta vrnil v Ljubljano na pol bos, ker tega postopka nisem znal rešiti. In takrat, če se profesor spomne, sem se vrnil na njega in na Zavod za transfuzijo in na profesor Rožmana in kasneje tudi dr. Kneževič, kjer smo mi naredili slovenski tip gojenja teh celic. Namreč tukaj je šlo, da so ti Amerikanci gojili celice na bovine, to pomeni na kravjem serumu. Mi v Sloveniji pa smo se lotili tega gojenja teh celic, hrustančnih celic na pacientovih, torej lastnem serumu pacienta. Kar je v bistvu v tistem trenutku se slučajno nekako, bi se reklo, poklopilo z enim problemom, ki se je takrat pojavil, namreč bolezni norih krav. In seveda v Ameriki te bolezni ni bilo, mi smo pa nekako, glede na to, da smo na humanem serumu gojili celice, s tem izognili. No in bi želel povedati, da o tem laboratorijskem delu medicine nisem kaj veliko vedel, potem pa sem kar vedno bolj in bolj spoznaval, kaj vse je potrebno, da bi se vzgojile dobre celice in kvalitetne celice. Tako da moram reči, da smo mi v Sloveniji bili kar drugi na svetu, ko smo sploh s to tehnologijo začeli in štartali. Tako da smo tudi kasnejša leta sledili pri tem razvoju, na vseh kongresih tudi sodelovali aktivno z posterji ali pa predavanji. In s tem razvojem smo se z vsemi temi svetovnimi strokovnjaki smo se tudi spoprijateljili. Srečevali smo se na kongresih in tudi mi smo jih velikokrat povabili v Slovenijo in smo ta povabila nekako organizirali v smislu nekih kongresov, ki smo jih poimenovali hrustančni teden oziroma angleško cartilage weekend. Seveda
Glavni kongres pa je bil International Cartilage Repair Society, kjer je vsaki 2 leti poročal vseh svetovnih korakih na tem področju. Mi smo nekako kar sledili dobro in ob vsem temu smo vso to metodo tudi izboljševali tako na tem laboratorijskem, področju, kot tudi v kirurškem delu te operacije. Tako da smo bili zelo konkurenčni, pa še danes smo. Vendar bi samo danes delate drugače, ne? Danes delamo drugače. Tako je. Hočem povedati, da glede to, da sem se jaz nekako smo kot kirurgi se srečali s to biotehnologijo prvič in spoznali vse te veje medicine, ki se tega problema dotikajo, sem jaz nekako takrat hotel povezati vse te strokovnjake in smo ustanovili Društvo za celično in tkivno inženirstvo Slovenije. To društvo naj bi združevalo vse strokovnjake, biotehnologe in tudi zdravnike vseh teh področij, ker se je ta metoda za hondrociti oziroma s hrustančnimi celicami rešili tudi na druge bolezni, ne samo na hrustanec v sklepih. Pač pa jo uporabljamo tudi pri urologih, pri vezikourinarnem refluksu za ojačitev teh sfinkterov, pa še v drugih vejah medicine. In tako da smo mi za to klasično operacijo transplantacija hondrocitov oziroma transplantacija hrustančnih celic funkcionirali do nekje leta 2014. No, po letu 2014 pa so se pojavile nove metode za reparacijo hrustanca, predvsem na osnovi matičnih celic. S temi matičnimi celicami pa danes poskušamo reparirati, popraviti oziroma kostne in pa tudi hrustančne defekte v samem sklepu, tako da zdaj to že kar nekako poteka, da vzamemo te matične celice iz kosti medenične, kjer je največ teh celic oziroma ali pa zmaščobe, ker imamo tudi veliko teh mezenhimskih matičnih celic, ki so sposobne oponašati milje in celice tistega področja, kamer jih mi iniciramo. Tako da teh prvih rezultatov, kar bi lahko rekel do današnjega dne, so zelo obetavni. In odpirajo ogromno področje pri zdravljenju vseh drugih bolezni, tudi v interni medicini, tako da ni ostalo to samo omejeno na kirurgijo, ortopedsko kirurgijo, pri nas na ortopediji, tako da tukaj pa mogoče... Ja, doktor Kneževič bo. Vi se zelo intenzivno ukvarjate s temi matičnimi celicami. Naj pa nekaj povem prej, ko tu najbrž vsi raziskovalci tudi veste, da je potekal ta projekt pametne specializacije in ko sem jaz pač spremljala pač te razprave in debate, sem pač ko je bil govor enkrat o tem projektu matičnih celic, ugotovila, da se od Kopra preko Ljubljane do Maribora kar nekaj laboratorijev ukvarja s tem. Pa me zanima, koliko ste se recimo na nek način združili tu. Še prej pa seveda doktor Kneževič, kako poteka recimo tole, te projekti z matičnimi celicami. V povezavi seveda s ortopedijo konkretno tu. Ja, hvala. Tako da matične celice so malo zlorabljeni zaradi že tako, vse tudi so se zmeraj v zgodovini dogajali, ko se za nekim izrazom skrivajo ena pričakovanja, upanja, tudi zelo veliko tudi seveda neznanja. Po drugi strani se pa tudi znanost stalno spreminja in ime ostaja, samo vsebina se spreminja. Zato velika znanstveniki imajo zelo rezervirano mnenje o tem, ko se pogovarjaš o matičnih celicah, samo po drugi strani pa, če mi ne stopimo z tega našega stolpa, ko se med sabo egzaktno pogovarjamo, ljudje ne razumejo, o čem sploh teče beseda. In
v zadnjih 10-15 letih je prihajalo do mešanja pojmov, recimo etično tako delikatnih embrionalnih matičnih celic, človeških humanih matičnih celic in je ta izraz bil malo da ne kot preko preklet, mešala se je seveda tudi cerkev noter z svojimi rezervacijami in seveda vsi ljudje, ki so spoštovali veroizpoved, so bili rezervirani, so mislili, da mi delamo tukaj, ne vem, da se igramo Boga, pa ne vem, kaj še vse ostalo. V bistvu smo pa mi relativno enostavne tehnologije skozi uporabljali. To na nek način, kad delč pogledaš, zgleda sicer bilo radikatno, drugače pa to ni nek rocket science. Ko moraš zadevo dati v pripraviti seveda za pacijenta ali pa za zdravljenje. V splošnem definiciji tega je več, ampak je tukaj nismo na predavanju, na šolskem predavanju, nesmiselno o tem govoriti, gre v glavnem za celice z regenerativnim potencialom. To pomeni, ene celice v našem telesu evidentno nam pomagajo, da smo mi, da obnavljajo naše vitalne funkcije. Teh celic je več kot 200 različnih vrst, delajo v kombinacijah med seboj, tvorijo tkiva, ta tkiva tvorijo organe, organske sisteme. Osnova je pa taka, da naše telo lahko v tem mikrookolju funkcionira tako, kot funkcionira in da ko pride do kakšnih poškodb, napak, jih lahko tudi popravijo. Če so te napake hujše ali pa če so kakšne od teh matičnih celic okvarjene, seveda se to potem pozna pri funkcioniranju celega organa. Naša naloga je samo to, da pomagamo telesu, kot je dr. Eras povedal, da mu pomagamo, da se samo obnavlja. To je najlepša zadeva. Idealno bi bilo, če bi imeli neko pilulo, bi jo pojedali in s tisto pilulo bi potem opravili to funkcijo. Ampak ta področje je seveda prekompliciranje, ena sama pilula ne pomaga in potem na koncu imamo seveda eno vrečo pilul, ki jih jemo in ena drugo izpodrivajo in seveda za farmacevtski posel je to dobro, tako da bi možda sam še dopolnil. Sem farmacevt, sem biolog, tako da se oproščam, ampak mi je kolega, ki je farmacevt, rekel off the record. Bistvo farmacije je to, da s svojimi pripravki nikogar ne ubije, pa tudi nobenega ne pozdrav. In to je tista ničelna funkcija in da ne boste mislili, zadeva sicer deluje humoristično, ampak izračunane cene teh novih zdravil, ki zdaj ven prihajajo, kot so kartije celic in to naprej, so narejene bolj naskos na pričakovanjih. Firme, ki so, pa jih ne bom poimensko govoril, ki so izumile zdravilo za zdravljenje hepatitisa C, so sicer za človeštvo veliko dobrega naredile, ker pač bolezen počasi upada, ampak za posel je bilo pa zelo slabo. Tako da to so zadeve, ki jih je potem treba ločiti in tle hitro pridemo na spolska etična tla, posebej z matičnimi celicami. Tehnologije zdaj mogoče da te tehnologije sploh tečejo, je treba imeti bazično, mora biti zelo močna bazična znanost prisotna. Zakaj? Zato, ker se nova spoznanja, jih je potrebno stalno ugrevati v te nove produkte. Naša firma je 21 let smo zrastali v bistvu na projektu dr. Dosavljeviča in dr. Erasa in smo že več kot 400 pacientov pripravili te pripravke za osteohondralne defekte, to pomeni po domač povedan, tam, ki so lukne v hrustancu ali pa v sklepu. In uspešnost je skoraj 90%. To pomeni, da je klinično izboljšanje. Je pa zanimivo, mislim, da ste se povezali z ortopedi in vi primarno Dosavljevič, vi ste bili pred tolikimi leti v samem svetovnem vrhu tega, in o tem se tako rekoč nič ne ve, ali zelo malo. Ja, mi smo se trudili, da bi se vse bolj in bolj vedeli in se trudili z vsemi članki in vsemi kongresi možnimi smo se pojavljali, tako da se v tem medicinskem svetu smo mi prepoznavni v svetu. Doma je pa to tako tipično, v svetu si znan, doma pa nepoznan. Bi pa rekel, v bistvu to kot kirurg, nekako, da sem spoznal to, bazično znanost druge plati, nam je pa neverjetno odprlo možnosti, kje vse bi lahko uporabili to, aplikacijo eventualno teh matičnih mezenhimskih celic in vseh pripravkov. Recimo, predvsem šlo tukaj za
pri tej biotehnologiji za razne nosilce, scaffold, nosilc, ki nosi celice, bodisi ne bi bil tak nosilc v obliki kosti narejen in potem bi po domače reklo, bi se gor posijalo, bi posejali celice, ki bi lahko zrasle v laboratoriju ali pa v nekem bioreaktorju in potem reimplantirali tako kost nazaj. Prav tako to velja, prav tako tudi za hrustančno tkivo in pa tudi druga tkiva. Jaz vem, da sem prvič slišal za te stvari, ko smo obiskovali te svetovne kongrese International Cartilage Repair Society, torej združenje za reparacijo hrustanca, kjer smo naleteli še na druge, rekel, zanimive veje medicine, kjer so bili taki rezultati. Jaz se spominjam tistih prvih kongresov, morda dr. Kneževič pa njeraz tudi, ko je v Bostonu dr. Atala, urolog, naredil v bioreaktorju kompleten mehur človeka, zato ker je bil pacient bolan in imel tumor, je kot kirurg odstranil tumorozno tkivo in mehur in iz bioreaktorja reimplantiral kompletno nov mehur. To je bilo preko frapantno za tiste čase za nas, ampak krati se pa 1000 vprašanj odprlo, kaj vse se na tem področju lahko naredi tudi že v bazični znanosti in potem se prenese pa preko medicinske veje medicine. Ja, vse je to zanimivo, ne? Doktor Peterka, ja, sicer bolj ukvarjate ne toliko z matičnimi celicami, ampak recimo s temi genetskimi raziskavami, ne? Ja, jaz se nič ne ukvarjam z matičnimi celicami. Kako? Pravim, da jaz se sploh ne ukvarjam. Sploh se ne ukvarjate, ampak gre pa seveda za področja biotehnoloških raziskav, ki so, kot smo rekli na začetku, danes res hot topic raziskovanja. Doktor Jerala, vi ste rekli, da so tudi druge vede, ampak samo mimo grede, ravno zjutraj sem dobila en link iz Anglije, kjer navajajo. Kitajci so, krivulja je šla tako strmo gor, pozornost usmerjajo ravno na raziskavo genetskih raziskav in pa matičnih celic in predvidevajo oziroma že delajo na tem, ker regulativa je pri njih drugačna, da bo to najboljši njihov izvozni artikel. In Američani so že špičijo ušesa na te stvari. Tako da, mislim, so kar pomembne stvari. Ja, vsekako so pomembne. Jaz sem hotel povedati, da v tem nima smisla, da jaz debatiram, ker ne vem nič pa več kot to, da je stvar všeč, da vidim od zadnje velik potencial. In da, kar bi mogoče omenil, je ena druga stvar, s katero pa se mi nekoliko ukvarjamo. In to je, da pravzaprav pri teh celičnih terapijah je način proizvodnje zelo maloserijski oziroma zelo dedicated. Pomeni, dela se v malih serijah, ni več ni tiste masovne proizvodne. In zdaj pravzaprav celotno področje nekako sledi temu, tako imenovana personalized medicine. In tukaj se spreminja bolj tudi koncept, kako zdravilo pripraviti. In tu se podpira druga vrsta priložnosti, kjer jih biotehnologija za svojo interdisciplinarnostjo, inženirskostjo lahko rešuje. Kar se pa Kitajcev tiče, tam pa seveda, oni imajo sredstva in če se oni nekaj odločijo in imajo, kako se reče, plansko gospodarstvo, potem bodo tudi naredili. In jaz verjamem, da ogromno vlagajo. Ja, ampak kar je še zanimivo, oni seveda zaradi pač svoje obsežnosti razpolagajo z velikim repozitorijem podatkov, to so te big data, in domnevno, veliko tudi že ameriških raziskovalcev želi delati tam pri njih na teh bazah podatkov. Verjamem, mogoče en razlog tudi to, da so mogoče nekoliko manj, da je področje nekoliko manj regulirano, kot je to v Ameriki, pa si mogoče lahko več dovolijo, ampak to je zdaj samo moje ugibanje. Ja, no se o tej vaši raziskavi bomo še potem rekli, ampak profesor Jerala, se je paradigma našega razumevanja začela spreminjati takrat, ko je bil kartiran cel človeški genom, to je bilo koliko približno 10-15 let, od tega približno. Ker se začela tudi potem pojavljati ta genska terapija,
jaz bi rekel, da ta genov niti ni predstavljal take velike prelovnice, kot smo po mojem skoraj vsi pričakovali, da bo, zato ker še vedno precejšnji del ne razumemo. Tisto, kar se je seveda odprlo, je izjemna zmožnosti te tehnologije, da se pač lahko masovno, da se to dejansko uporablja kot vsakodnevno kot analitsko metodo in seveda ogromna količina podatkov. Je pa seveda to nek kontinuum, veste, tudi danes recimo tele imunoterapije raka z CAR-T celicami, to se je razvila včasih, ko sintezna biologija pojem sploh še ni obstajala, ne? To so bile pač metode molekularne biologije, ki so se potem, za katere se potem izkazali z recimo nekimi tehnološkimi izboljšavami, da so potem naenkrat bile bum, da so pomenile preboj in nenazadnje tudi biološka zdravila. Na začetku so štartala zelo počasno, potem danes pa so najbolj prodajana zdravila na svetu ravno biološka zdravila. Tako da je nekaj inercije, preden se to premakne in jaz mislim, da se bo podobno tudi zgodilo s celično terapijo. Trenutno je zadeva butična, se uporablja tudi recimo spet pri teh celicah individualizirane. Jaz osebno sem sicer velik zagovornik univerzalne celične terapije, ker mislim, da brez tega, da naredimo neke celice, ki bodo lahko uporabne za veliko število pacientov, pač bo cena terapije postala nedosegljiva, lahko rečemo. Če govorimo $500 milijona za terapijo, seveda to ni zdržljivo za praktično nobeno družbo. In sem prepričan, da bo šlo tudi v to smer, da se bojo seveda tehnologije izboljševale, zraven sigurno bomo kasneje še omenili CRISPR, to so tehnologije, ki so se kar razširile ena za drugo, tako da tukaj res na tem področju so zelo vznemirljivi časi, se dogaja izjemno veliko zanimivega in torej na vseh področjih. Danes govorimo predvsem o medicini, ampak seveda biotehnologija in ostalo, mislim, da ta tehnologija tudi gre v vse pore. No, medicini seveda zaradi tega, ker tu smo pač ljudje najbolj občutljivi, to tako je. Ja, pa predvidevate, da bo recimo genska terapija v tem stoletju postala nekaj čisto običajnega, vsedanjega? Ja, sem prepričan, da ja. Nekatere, mislim, zanimivo, spet genska terapija je spet nekaj takega, kar je kazalo, da ima izjemen potencial, mogoče, 30-40 let nazaj, naenkrat si zadeva ustavila, ni šla nikamor, danes pa ravno z pomočjo recimo te terapije pristopa CRISPR, spet, če smo prej omenili Kitajce, kliničnih raziskav na tem področju je tam najbrž so prvi na svetu, glede na števila kliničnih raziskav za to terapijo, potem ZDA, Evropa pa žal kar precej zadaj. Pa jaz mislim, da ne samo zato, da ne bi imeli neki skrupulo, ampak so presodili, da je to strateško pomembno. Nazadnje BGI je tudi inštitucija na Kitajskem, ki ima največjo zmogljivost določena genomov. To je šlo spet za odločitev, da gre za strateško pomembne področja in so investirali tudi v sintezno biologijo, dobesedno $1 milijardo vlagajo, zato ker menijo, da bodo to res tehnologije prihodnosti. No, ampak je pa prav, da se o tem govori, se mi zdi, mislim, Slovenci se kar naprej pač sklicujemo na neko našo majhnost, ampak če pogledamo Gaussovo krivuljo in razporeditev pameti, je povsod enaka. Tako v Sloveniji kot na Kitajskem, seveda resursi so pa drugačni. Ja, tukaj se bojim, da delamo se slabo uslugo. Tudi pametna specializacija, mislim, da žal v to smer ni naredila nič, bojo najbolj kolegi na področju celične terapije povedali, da Sloveniji prej bremzamo, kot pa res pospešujemo. In mislim, da je v žalostno, da v Sloveniji je sicer nekaj biotehnoloških podjetij, ampak daleč manj, kot bi pričakovali glede na znanje in glede na sosede, recimo Bavarska, Avstrija, vse povsod je bistveno več, bistveno bolj propulzivnih. Jaz mislim, da imamo pri nas dovolj talentov, ni pa res podpore, mogoče jasno tržišče ni samo Slovenija, ampak cel svet. In tukaj mislim, da ravno majhne države bi mogoče se lahko bolj privoščile v tem smislu, da bi bile bolj butične, da bi rekli, v redu, to je pa področje, na katerem so močni, smo pripravljeni dejansko to podpreti. Ne pa da, kolegi bodo najbolj bolj povedali, kako dejansko s predpisi celo omeljujemo uporabo inovativnih metod medicine, kjer je pa seveda dodana vrednost, pa tudi korist za družbo lahko izjemna. Ja, no, če bi imel kdo na to temo kaj reči, potem pa se spet vrnemo k vam, ker ste omenili to CRISPR metodo in se mi zdi
da je treba to pojasniti. Ja, profesor Jeras. Ja, če dovolite, jaz bi samo trdil vse to, kar je profesor Jeras povedal, ampak bi pa upozoril na nekaj. Ne. Tukaj je treba biti pogumen in očitno v naši državi manjka poguma na vseh področjih. Tudi na področju politike nimamo nobene strategije pametne, na področju gospodarstva nobene pametne strategije. Tukaj bi jo morali začrtati, absolutno. Še toliko bolj. Zaradi tega, ker to, kar ste rekli, ta naša majhnost je pravzaprav naša prednost. Mi se lahko zelo hitro obrnemo, zelo hitro lahko kakšne stvari naredimo. Če bi pa se malo bolj povezali, če bi bilo tega denarja malo več, če bi bila strategija pametna, potem bi Slovenija, ki je že tako ali tako, če gledamo recimo samo uporabo matičnih celic in tako naprej, kar nekje v vrhu Evrope, skoraj da v vrhu Evrope, glede na število prebivalcev in tako naprej, bi se te stvari lahko krepko premaknile. V aplikacijah, tudi predvsem v aplikacijah. Ja. Kar se tiče raziskav, pa ravno tako, sam tukaj vsak po svoje nekaj v svojem vrtičku okopava in kople, bi bilo pa zelo fino, če bi se dejansko skupaj usedli, naredili eno močno strategijo, da bi se tudi država zavezala in določena sredstva usmerila v to, potem bi se pa lahko počasi začeli pogovarjati o Sloveniji kot drugi Švici. Seveda bi morala slediti tudi druga področja. To pomanjkanje strategije ali pa ne vem, ta razdrobljenost dela veliko škodo v našem prostoru. Se zato sem jaz prej omenila te razprave dr. Kneževič pri pametni specializaciji. Kar nekaj laboratorijev se ukvarja z matičnimi celicami, pa človek dobi občutek, da eden za drugega niti ne veste. Ali pa... No, vse to je tisto, se logično, ko bi rekel, se matične celice ni ben patentiral, to je urodje, to je tako, kot bi rekel, kaj ste jim, danes je to že toliko široko, kot je še rihjakoli, se ne bi toliko, da bom pretiraval, ampak nekako, to je urodje, ki ga seveda v enem delu te biomedicine je pač nujno, brez tega, to je topik, iz katerega pač izhajaš in tukaj so tudi terapije najhitreje možne. Zdaj, jasno, pogledi na to so različni, včasih je tako velike močnih egotov, ki vsak svojo zadevo trdi, samo v Sloveniji pa res tako, prej kolegi rekli, odgovornosti, da bi nekdo prevzel za neko odločitev in potem tudi potegnil in znal delovati povezovalno, tega je pa manj, in pa so pač težave v temu, da to je že stara naša zgodba, da hoče imeti, če pride en aparat na eno inštitucijo, mora pride če na drugo, pa pol na tretjo, pa na četrto, pa peto, pa šesto. In potem se ti ljudje med samo zelo težko kaj zmenijo, da bi na nekem projektu sodelovali. Ta mehanizem, ki je pri nam ne funkcionira dobro. Pametna specializacija je bil namen, zato je zadeva izgledala takrat interesantno kot ideja, da res vidimo, kje smo pač dovolj močni in tam na tistih koncih bolj potegnemo, pa da damo neke take probleme in jih vsak z svojim tehnologijo in znanjem poskuša reševati. Dobro, seveda, pri kritični masi 2 milijonov ljudi boš težko imel, ne vem, specializiran za vse stvari na ljubem Božjem svetu, ampak vsak od nas, recimo, če bi mi omogočili, da bi se tukaj ta delovna mesta odpirala in to izven javnega sektorja, iz preprostega razloga, ker javni sektor je zelo pod udarom politike. Ampak v tem javnem sektorju je nujen za financiranje ali pa za razvoj ravno tistih stvari, ki nimajo komercialnega dobrobiti v kratkem. In strategija države pa odloča o tem, ali pa vidimo, da te stvari bomo rabili. To je infrastruktura, ki bomo rabili. In tudi vzgoja ljudi, ne samo opreme, vzgoja ljudi je pomembna, ker na tej opremi mora pol ljudje delati. Ta oprema zastari v parih letih, če dalje hitrejš. Znanje zastari v parih letih. In ti ljudje, ki so se zodi šolali, če nimajo možnosti, da bi se nazaj vrnili, ali pa da bi na neka ustrezna mesta, so nasprotno, tle je vse že zapolnjeno, kot se temu reče. Novih mest tega področja je pa premalo, zaradi tega, ker se ne vlaga v
tak del znanosti, pa je to lahko še zmeri zelo taka visoka napredna znanost, kjer bi ti ljudje lahko svoje znanje tudi uporabili, pa seveda to bi bilo za dobrobit družbe, ne? Pa ne zdaj govorim samo res lahko govori z tega medicinskega področja, ampak gre za vsa ostala področja enako. Ne? Tist, kar Evropejce vse muči, jaz pač delam 2 let na Evropski komisiji za te projekte iz našega področja biotehnologije, klasična težava, nismo po Lizbonski strategiji, a ne bi mi morali se začeti usmerjati bolj v aplikacijo. To se pa dogaja, da Evropa je odlična v člankih, vzgaja zelo dobre kadre, tako pa je treba iz tega narediti novo tehnologijo. Ne? To uporabiti to znanost za to, da narediš tehnologijo in tehnologija je pa osnova potem novih produktov. Se pa to dogaja v Ameriki, zdaj se pa seveda čedalje bolj tudi na vzhodu. In potem pa mi kupujemo te produkte in seveda plačujemo dodano vrednost. In to je tisto, kar je Evropska unija vsaj 10 let nazaj hotela preprečiti. Moram reči, da ni videti, da bi prav zelo uspeli. No, se je to zanimivo, ne? Ravno z EU-ja prihajajo take vesti, ne? Da ko prijavljate te projekte evropske, ne? Da je mnenje, da imate vi raziskovalci prevehen impact, ne? V teh raziskavah, seveda je potem izpadete. No, se to mimo grede, ne? Je pa pomembno. Mogoče bi to povedal, ne? Problem pri nam je bil, vse to več ljudi boljš ve, kot jaz, mi smo dali neke kriterije o temu, o ocenjevanju kakovosti znanstvenikov. Eni kriteriji morajo biti, ker če ni kriterijev, potem je to res prepuščeno totalnem ribarjenju v kalnem. Problem je, kriteriji, če tako nastavijo, da greš ti v kvantiteto, da ti v bistvu, namesto, da bi združeval ljudi, da pomeni, da število ljudi na člankih in tako naprej, in gre na področju izključevanja in tako že tudi mlade vzgajamo. Gre za tega, da boš pogledal, da boš imel zadost pik, ki jih lahko nabereš tudi z objavo manj relevantnih raziskav, ki jih pa zelo pogosto pač število člankov na ta način nakleplješ, ampak te članki imajo prevehen impact. Zato, ker nimaš časa, ker te sistem sili, nimaš časa, da bi naredil zares dobro, kvalitetno raziskavo, pa potem objavil redkeje in tista bi potem kaj več prinesla. In to je predvsem bolj relevantno. Enako je z doktorati in z vsem tema, ne? Ko se silili, recimo v podjetjih smo mogli podpisovati za naše mlade raziskovalce, da ne smijo nič kaj komercialnega delati za podjetje. Ne vem, kaj so si oni po to predstavljali, samo praktično bi mogli biti oni zaposleni v podjetje še zmeraj bi vsaj delno plačevalo in oni bi delali svoj doktorat s tem, da če bi šlo kaj narobe, bi mogli podjetje garantira in more vračati ta denar. In zares so ga naše agencije izterjale. In delali velike probleme podjetjem na ta način. Ne. Po drugi strani je pa tako, da sami vemo, da nasilo, kako moraš nasilo eno tako zadevo zaključiti, je kakovost takega doktorata velikrat predvsem manjša, samo zato, da izpolniš te normative. To so bili sam primeri, teh stvari je več, ne, ki seveda znotri ene strategije, ki so kolegi prej omenili, je dosti pomemben jih zastaviti in potem vse, tudi razpise, vsa povezovanja, ves denar usmerjati na tak način. Ne samo, da ga je količinsko več, ampak mora biti bolj kakovost. Ja, seveda, ker je pa tudi v končni konsekvenci tudi nek handicap za vas same raziskovalce. Ne? Ja, dr. Peterka, vi delate pri Kobiku eno zanimivo raziskavo, ne, povezavi z karcinomom, z onkologi. Zakaj točno gre? Ja, zdaj se je odprlo kar nekaj takih točk, pa bom prišel nazaj na tole, kot recimo na primer dobre prakse. Jaz mislim, da prvo, kar se moramo znebiti, je te slovenske majhnosti, ne, v naših glavah. Ne. Ta teden sem 3-krat slišal pri predstavitvah, prvi stavek je bil Slovenija je majhna. Ne. Mislim, tega se moramo enostavno znebiti, ne, ker drugače ne bo šlo. Ne. Drugo pa je, da mislim, da ne smemo pričakovati, da se bojo drugi ali pa politiki, ne da je Bože, ne odločali na mesto nas. Ne. Ampak da enostavno je pač na določenih stvarih, kjer vemo, da smo močni, potrebno potegniti, ne. Najti kritično maso in zadeve peljati naprej. Ne. Pametna specializacija je bila poskus tega, ne. Jaz mislim, da ni bila celoti neuspešna, oziroma v določenih stvarih je po moje bila uspešna. Ne. In ta projekt, ki ste ga omenili, ne, pomeni področje genske terapije, je eden, po moje, od primerov dobre prakse, ne, kjer smo se znotraj teh
pravzaprav v procesu pametne specializacije se nas je našlo, mislim, da 5 partnerjev, ne, kjer bomo zdaj gensko terapijo pravzaprav porili v prvo klinično fazo. Ne. Prihajamo zelo različnih področij, ne, od onkologov, ki se ukvarjajo z zdravljenjem, do nas, ki se ukvarjamo z razvojem procesom, ne, z bioinženjeringom, do izdelovalcev opreme in pravzaprav tistih, ki dizajnirajo te tako imenovane proizvodne prostore, GMP proizvodne. Ne. Ampak v končni fazi bo pač sredstvo vseh nas pripeljala do tega, da bo šlo to gensko zdravilo v prvo klinično fazo. Jaz mislim, da to je dober primer. Še en primer prej je mogoče, še en tak primer je na področju biofarmacevtske industrije, kjer imamo lek, ne, oziroma Novartis, ne, kot zelo močnega igralca, ne, ampak tudi okoli leka se je zdaj našlo kar nekaj podjetij, ki so tipično manjša, ne, in pravzaprav suportirajo lek pri njihovih aktivnostih. Ne. Hkrati pa s tem pridobivajo ekspertizo in razvijajo produkte, ki jih bodo lahko prodajali širše na globalnem trgu. Tako da jaz vidim dogajanje kot pozitivno, mislim, da je vedno več teh podjetij, na njih včasih, kot sta bile recimo 2, ne, kaj pa vem, ali pa 3, ne, jih je vedno več, ne. Ampak stvar se razvija počasi, kar je po moje za naše področje tudi pričakovano. Ne. Tukaj ne bo revoluciji, ampak bo šlo vse zelo počasi. No, ampak vseeno me zanima, recimo pri tem vašem prvem projektu, ki ste ga omenili, s onkologi, kaj natančno delate in kakšne so pričakovanja? Onkologi so na Onkološkem inštitutu, ne, v skupini profesora Serše, so razvili pač en vektor, oziroma ki nosi en gen za interleukin 12, ne, verjetno ga marsikdo od vas pozna. In pravzaprav zadeva je že testirana na živalih, ne, in zdaj treba iti pač naprej v prvo klinično fazo. Zato, da grejo prvič v klinično fazo, potrebujejo pač določene zadeve na ustrezen način stestiran, pa proizveden plazmid in tako naprej. In vse to nudimo partnerji, ki smo pravzaprav v tem projektu zraven. In kakšno so pričakovanja? In kar bojo pravzaprav naredili, zdaj še en stvar je treba povedati, ne, na Onkološkem inštitutu so eni po moje vodilni v svetu na tej tako imenovani elektrokemoterapiji, ne, kjer s pomočjo elektroporacije zdravijo oziroma tretirajo rak. Ne. Torej, mislim, da z profesorom Klavčič, ne, iz elektrofakultete, ne? Tudi on, tako je. In zdaj ta študija bo pa pravzaprav kombinacija dveh terapij. Eno bo ta lokalna terapija s to elektrokemoterapijo, ki jo že delajo, drugo bo pa sistemski pristop z gensko terapijo in z stimulacijo imunskega sistema. Profesor Jerala, vi ste preomenili CRISPR metodo, ne? To je zelo pred letom 2, ne, na nek način bila v ospredju zanimanja, ne, mislim, tudi kar širše javnosti in z nekim velikim potencialom, z velikimi pričakovanji. Zakaj, kakšna metoda je, zakaj gre tu? Ja, mislim, da je to, da še kar vedno v ospredju interesa. Je najbrž ena največjih revolucij na tem področju. Gre za to, da so znanstveniki odkrili, da imajo bakterije neke vrste imunski sistem, s katerim prepoznavajo viruse, bakterijske bakteriofage, ki jih okužijo, na ta način, da prepoznajo njihovo DNK in jo razgradijo. In to DNK virusov, ki jih okužijo, si nekako shranijo svoj spomin, podobno kot imamo imunski spomin, in potem, če ta virus spet pride naokrog, potem ga bakterija razgradijo. In to se dogaja z določenimi encimi in en od ključnih encimov je nukleaza, to je encim, ki cepi DNK, pri čemer pa lahko uporabimo RNK, da ciljamo to nukleazo točno na določeno mesto. Torej, to so neke vrste škarje, ne, pametne škarje, ne bi rekel, ne, katerim lahko povemo točno, kam grejo in katero mesto v genomu razrežejo. Ne. In tukaj potem so seveda pokazali, da se ta tehnologija lahko prenese tudi na človeške celice, ne samo človeške, praktično skoraj ga ni organizma, katerega ne bi več uspeli praktično s to metodo modificirati, in to zdaj odpira pot za spremljanje genoma. To pomeni, lahko izbijemo posamezne gene, lahko vstavimo noter določene kopije drugih genov in kot rečeno, to je tehnologija, ki je izjemno sposobna, predvsem tukaj recimo, če govorimo za terapijo, potencial so za zdravljenje genskih bolezni, torej genska terapija, da če poznamo neko določeno mutacijo, za katero vemo, da je povezana z boleznijo, obstaja potencial
da bi potem lahko spremenili te celice, da bi se znebili bolezni. Seveda pa uporablja tudi širše v biotehnologiji za žlahtnjenje rastlin. A gre tu za na nek način novo pojmovanje in razumevanje bolezni in pa zdravljenje seveda? Mislim, da ne. No. Mislim, da gre samo za, za močnejše orodje, no. Ki je izjemno močno, ne. Boljše kot prejšnje, se pravi, pristopi so enaki, kot so bili prej. Tudi prej smo vedeli, kako lahko ciljamo določene gene, jih izbijemo, samo to danes lahko naredimo, 10-krat hitreje in lažje kot z drugimi metodami. Tu me nekaj zanima, ne? Mislim, rekli ste, da seveda gre za pametne škarje, ki odreže recimo določen gen, ne? In potem seveda bodi si zamenjavali kakorkoli. Kolikor vem, raziskovalci ugotavljate, da recimo za določeno bodi si bolezen, bodi si pojav, kakorkoli, ne, neko lastnost, ne, človekov, da ni vedno samo en gen kriv, ampak je lahko recimo skupek različnih genov. Recimo v tem primeru, kako se soočate s tem? Jaz mislim, da moramo iti korak po korakom. Mislim, da bomo zelo veseli, če bomo dejansko lahko pripravili te škarje, da bomo res izjemno specifične, tehnologija se izboljšuje. Torej, definitivno obstaja nabor določenih bolezni, lahko reče, cistična fibroza, za katero se točno ve, kateri gen je odgovoren, katera mutacija, to lahko spremenimo in zadevo pozdravimo. Pri kompleksnih pa, jaz mislim, da najbolj ta tehnologija, saj na tak enostaven način ne bo primerna, lahko pa seveda uporabimo druge načine. Profesor Jaras, vi ste z fakultete za farmacijo. Zanimivo, ne? Farmacija se zelo angažira, ne govorim zdaj za naše razmere, ampak nasploh, ne, v te raziskave. Pa me zanima, a je tu, koliko tu nekega redukcionističnega pogleda, recimo, tudi farmacije kot take pri teh raziskavah? Ja, seveda. Zdaj, veliki igralci na tem področju so seveda te velike mednarodne korporacije, ki kumulirajo ogromno količino sredstev, ne, se pravi kapitala, ki se potem vlaga v tisti razvoj, ki seveda nekako obeta zopet neke nove dobičke, bom rekel, ne. Treba je vedeti še eno zadevo. Tekom razvoja znanosti in raziskav in vseh teh potencialov, ki so se razvili, se je sočasno razvijala tudi seveda zakonodaja, regulativa, če hočete. Kaj je cilj pravzaprav regulative? Regulativa bi morala pravzaprav omogočati zelo hiter dostop vseh novih stvari do porabnika. Vendar seveda tukaj obstajajo določene pasti ali pa določene kavtele in seveda tukaj je treba biti najprej prepričan, da bo tisto, kar bo prišlo do uporabnika, resnično varno. In je potrebno zato vgraditi določene varovalke, določena pravila, ki se jih morajo vsi proizvajalci držati. Danes lahko hitro ugotovimo, da je razvoj enega zdravila, ki pride od začetka pa do konca, izjemno drag. In je seveda ta postopek je zaščiten z nekim patentom, ki ima neko življenjsko dobo. In kaj je interes nekoga, ki je zelo veliko denarja vložil v takšen razvoj, da bo seveda v tem obdobju čim več dobil nazaj, oziroma da, ne samo, da bo to pokril, kar je vložil, ampak da bo še kaj zraven zaslužil. Tako da je celoten razvoj ali pa vlaganje velikih korporacij zelo dobro premišljeno. In posledično, tako kot je bilo rečeno, že prej profesor Jerala omenil, da bi bilo sjajno, če bi imeli recimo neke univerzalne celice, s katerimi bi lahko recimo zdravili masovno število ljudi. Ne. Danes je ta tehnologija bolj ali manj vezana na posameznika, se pravi. Ne. Ampak to so neke lekcije, ki smo se jih naučili tudi skozi neko celično terapijo, ki že zelo dolgo časa obstaja. In to je presajanje krvotvornih matičnih celic ali pa kostnega mozga, če želite. Mi moramo najprej izbrati ustreznega darovalca za nekega bolnika, da lahko sploh takšen postopek izvedemo. Ne? Se pravi, idealno bi bilo potem
Tudi za farmacevtsko industrijo bi bilo seveda zelo zanimivo, če bi imeli neke univerzalne celice, ki bi jih potem lahko uporabljali povsod. Takšna individualna terapija, ki terja pa zelo veliko tudi drugih resursov, kot so čisti prostori, izjemno izobraženo in usposobljeno osebje, ki v takšnih čistih prostorih dela in podobno, je pa na žalost vezana samo na manjše propulzivne biotehnološke firme, pa ne na žalost, pač kakorkoli že se, to je tudi dobro, a ne več, ko jih bo, boljše bo, ampak ta razvoj gre nekako na breme prav teh majhnih firm trenutno. To je ta distinkcija med tistim, kar se masovno lahko proizvaja in prodaja, in med tistim, kar se nekako butično dela za posameznik. To se pravi, to personalno medicino, tako. Ki pa seveda, kot smo rekli, to je izjemno drago, ne? Vprašanje, pa si bo lahko to privoščil. Zdaj, ko smo rekli, da gre bolj za ta elitističen projekt, ne? Ne. Res je. In še nekaj je treba upozoriti, ne? V zadnjih časih je ostalo jasno, da seveda odmerki nekega zdravila, ki ga posamezniki dobijo, ne? Lahko v posamezniku zelo različno delujejo. Zaradi recimo presnove, ki jo ima posameznik. In če bi dobro poznali, recimo, kako se posameznik odziva na določeno zdravilo, kako ga presnovi, ne, potem bi lahko v bistvu na nek način tudi veliko prihranili, zaradi tega, ker pri nekomu bi to zdravilo uporabljali v manjših odmerkih, bi bilo to čisto v redu, pri nekom bi morali te odmerke povečati, nekdo pa se takšnega zdravila sploh ne bi smel dobiti, recimo, ne. Tako da vse te stvari, dejansko ves razvoj pravzaprav gre v neki smeri te personalne medicine, ki je pa seveda zelo, zelo draga in večplastna. Ja, doktor Kneževič. Ja, tebe, jaz par stvari dodal, ravno te dileme, ne, ki jih je Roman omenil in pol Matjaž nadaljeval z njimi, je univerzalna celica, ne, približno podoben kot Sveti Gral. Ljudje so ga iskali, koliko ga niso najdli, ampak ob tem, ki so ga iskali, so pa v bistvu postavili znanost, marsikšno in odkrili ogromno novih stvari. Ne? In nekaj podobnega se tudi na tem področju dogaja. Ne? V iskanju te univerzalne celice se seveda en kup bazičnih stvari odkriva, ki so pomembne za eno uspešno zdravljenje. In seveda jasno večna dilema, ki smo jo tudi že debatirali, je v redu imeli eno univerzalno celico. Z transplantacijskega stališča je super. Kaj pa, če ta celica se deformira? Kakšen mehanizem v telesu bomo pa imeli, da se jo bomo rešili? Ker zdaj imamo, naše telo stalno odpravlja recimo nefunkcionalne celice in jih odstranjuje. Ne? In če to ne uspe, se razvije bolezen, ki se reče rak, se zelo poenostavljeno. In to je strah, recimo, ki pri teh stvarih tudi nastaja. Najmanj teh celic je ukvarjenih, ko so te celice mlade. In to je ena od idej, recimo, zakaj so banke, recimo, celic in tkiv otroških, material, ki se ne boste verjeli, v Sloveniji se ga za en šlepar se ga stran vrže. To pomeni, in se žgejo ga v Italiji, v krematorijih v Sloveniji ga ne smejo, ampak v tujini se žgejo in predstavlja veliko breme za porodnišnice, ki morajo skranjevati vse te posteljice, pokovnice in tako naprej. Je pa to po drugi strani blazno dragocen material za ostale ljudi, tudi za otroka, zaradi tega, ker potem čez nek določen čas vsak človek porabil sveže, zdrave, nepoškodovane celice, ki so se že v procesu, naravnem procesu optimirale, da upravljajo svoje funkcije. Jasno, ob tem bomo mi iskali še vse druge rešitve, ki bojo mogoče cenejše, pa bolj primerne, manj manufakturne, ampak danes pa lahko že te uporabljamo. To je pač pomembno, da se vidi, kaj lahko biotehnologija tudi danes naredi za človeka, seveda, če ima to možnost. Po drugi strani pa včasih mislimo, da smo kakšne tehnologije mi odkrili, recimo govorimo o in vitro fertilizaciji, in vivo fertilizacija pa že milijone let z nami in je uspešno delovala na večini ljudi.
Tako da je včas mi ponovno odkrivamo že odkrite zadeve in mislimo, koliko je, ampak v bistvu gre pa za tudi miselni koncept. Ljudi, ki to uporabljajo, znanstveniki lahko ponujajo mnogo več, regulativa je tista, ki vleče ročno, in regulativa je pa velika tudi rezultat lobiranja in vsega ostalega, ki nimajo direktne veze ali pa kakšne pritiske izvajajo, niti ni vedel, kakšen efekt na koncu bo. Ampak treba je pa živeti z njo. Ker če se pa pravil, ki smo si jih sami zapisali, ne držimo, veste pa vse možno. To ni prav. No, ko ste omenili seveda to regulativo, na nek način, ko prebiramo te mednarodne študije, se mi zdi zelo zanimivo, ne vem, opisi nekaterih pričakovanj, ki se nam danes zdijo še res kot znanstvena fantastika, kot recimo napovedujejo, da naj bi v prihodnosti otroci dobili kar neko gensko kartico s številom točk za možnost pojava nekaterih bolezni. Pa tu seveda ne gre samo za otroke, ampak tudi za odrasle bi lahko dobili nek test z napovedjo koronarnih obolenj. Kaj bi to pomenilo za točnost ali pa natančnost tega napovedovanja? Profesor Jerala, vi lahko kaj rečete o tem? Ja, mislim, da je to staro vprašanje med vplivom okolja in dednosti. Mislim, da tudi se izkazalo se, da ti genski testi, ki so na razpolago, v bistvu niso ravno najbolj uporabni, razen v primeru monogenskih bolezni z zelo znanimi povezavami med genomom in fenotipom. Precej več je pa seveda vpliva okolja. Tako da, če bi bilo že kaj potrebno, bi imel seveda, da bi imel vgrajen nek čip, ki ti konstantno pogleda in spreminja, kakšna je verjetnost določene bolezni, glede na to, kakšni pojavi oziroma kakšnim vplivom iz okolja si izpostavljeno. Jaz mislim, da najbolj nismo še tam, ampak v to smer pa definitivno gre. No, ampak zanimivo, da seveda napovedujejo tudi, da ne gre zgolj za ocene tveganja pri somatskih boleznih, to kot smo zdaj omenili, ampak obstajajo tudi napovedi, da se bodo pojavili tudi genski testi inteligentnosti, na osnovi katerih bi starši potem lahko presvojali otrokove kognitivne sposobnosti in seveda prihodnost njegovo potem posledično. Se mi zdi, da bi to v končni konsekvenci lahko pripeljalo do neke biološko-deterministične diskriminacije, se vam ne zdi? Kaj reči o tem? Še sam nisem res genetik, ampak mislim, da definitivno je to pomembno vprašanje, predvsem spet pri dokaj enostavnih vprašanjih, pa mogoče v družbah, kjer niso univerzalno zdravstvo voljo, kjer je seveda vprašanje, kaj bodo zavarovalnice krile, a bodo zavarovalnice zahtevale genotip pacienta, da na osnovi tega presodi njegova tveganja. Torej, to zadeva, kjer jaz mislim, da se moramo kot družba odločiti, v katero smer želimo iti. Jaz vsekako upam, da ne bo to tisto, kar bo mogoče nekoga predeterminiralo. No, ampak tako kot pravite, o tem je treba govoriti, mislim, razmišljati, da te potem na nek način ne preseneti. Mogoče, če se sam še nazaj še omenim, ko ste konvencije, obstaja tudi Ovjetska deklaracija glede genske terapije, katere celice je dovoljeno. In nedvomno, da z napredkom tehnologij bomo mogli te navodila spremeniti, oziroma v družbi izpeljati razpravo, kaj je spremenljivo ali ne. Nazadnje, a je dopustno to, da ne omogočimo genske terapije nekomu, ki ima recimo verjetnost, da bo dobil bolezen. Zakaj ne bi bilo to nekaj univerzalno dobrega, zato da preprečimo? Recimo, na to temo je Frekvenca X organizirala eno razpravo o tem CRISPR in je bilo vprašanje, kdo med vami bi bil pripravljen sprejeti recimo gensko terapijo za to, da prepreči recimo cistično fibrozo, za katero vemo, da je precej huda bolezen, so se praktično vsi v publiki strinjali, da bi bilo to sprejemljivo. Pa danes stališča veljavne zakonodaje v Ovjetske deklaracije to ni sprejemljivo. Ja, pa zanimivo, na Kalifornijski univerzi menda pripravljajo neko napravo, nek test za izračunavanje obolevnosti za Alzheimerjevo bolezen, to, kar smo prej omenili. In seveda za stopnjo tveganja starosti, ko naj bi se ta pojavila. Pa seveda farmacija se je takoj priključila temu, je že noter, pa me zanima naslednje. Poglejte,
menda že 10 milijonov ljudi v Združenih državah ima podatke o svojem genskem zapisu. Kaj bi to pomenilo, recimo, da bi si vsak lahko od teh ljudi pogledal svoje družinsko drevo? In pa seveda, a je etično potem nekomu povedati? Ali pa recimo, ne vem, primarij Radosavljević, da boš, ne vem, zvedel, kdaj ti bojo, ne vem, hrustanc oslabil, recimo. Ja. Pač nekaj predvidevanja, ne? Vse to mi že malo vemo, kdaj bo oslabil. Ampak ne veste pa, kaj še Kratka, dobro, to so znane zadevščine. Prvič en moment je, kar se tiče staranja, drug moment so pa bolezni, ki atakirajo in oslabijo hrustanc lahko. Seveda se te nove metode niso identične za reševanje reparacije hrustanca. Nekje je treba najprej, kot je revma, osnovno bolezen rešiti in pozdraviti, da bi lahko še potem reparirali hrustanc. Ne gre to vse tako enostavno. Ja, ampak za Alzheimerja so pa drugi parametri, ne? So drugi parametri, ja. To je res, to pa jaz ne bi vedel zdaj, kako bo to šlo v perspektivi. Tega se vsi bojimo. Jaz osebno se zelo bojim, ker reč sem imel očeta, ki je imel veliko en tak Alzheimer nepričakovan. Čez noč je enostavno bil izgubljen in vem, kako to grozno. Tako da jaz se raj ne bom dal testirati. Ja, še bilo na to, ja. Včasih je ta zadeva, da zveš nekaj, kar je bolj manj obvious, ni nujno nek podatek, ki ti ga znanosti ti ga da, ampak ni nujno za tebe ima neko korist. Tako, kad reče Snoopy, you know Snoopy, we will all die one day. Snoopy mu pa reče, yes, but all the other days we won't. Tako da je tist pomemben, kaj s tem podatkom potem početi. To je bila že tista klasična dilema, tudi Roman pač izpostavil, ali se to zlorabi, ali uporabi in tako naprej, tako kot vsak orožje, jaz velikrat rečem. Če imaš ti je nož, lahko režeš kruh ali pa bijaš ljudi. To pomeni, ni lahko stvar zelo enostavna, važno je, kako jo uporabiš in kako jo reguliraš. To njeno uporabo. In seveda, da to ne prinese nek uporaben, kakršenkoli uporabno izjavo. Danes, koliko je genom imamo pač prebran, ampak imaš občutek, da je eno kazalo zmešal. Ne veš, piše vse besede znaš prebrati, vse je fajn, ampak tiste izjave notke so, veste sami, religijske vojne so se začele zaradi interpretacije istega teksta, praktično. Tle pa še to hujške, toliko faktorjev, ki na to vpliva. Tako da ni druga, kukar vlagati v znanost, pa iti s temi zadevami naprej, ker vse ostalo nima mega smisla drugega. Samo take napovedi so lahko tudi priplačne, recimo za nektere ljudi. Ja, doktor Peterka. Ja, kasneje jaz hotel reči, jaz že ne bi hotel vedeti, kaj se je zgodilo, še posebej, če nimam na to odgovor. Zdaj, tudi če imamo vse te informacije, čemu sem podvržen, kakšno verjetnost imam, pa kaj ne s tem. Mislim, če nimam zdravila za to, mi to ne pomaga, ampak me spravi sam stres in to je eno tako vprašanje po moje, ki je zelo kompleksno. Po drugi strani pa ste omenili pravzaprav genome. Jaz mislim pa, da to pa je ena stvar, da če bi sistem postavili na pameten način, bi nam pravzaprav to, da imamo posekvencirano veliko število genomov in bi bile s temi podatki lahko stvari, mislim, da bi lahko te podatke na varen način obdelovali, bi z tega lahko verjetno dobili kar en kup zelo koristnih podatkov. To je tisto, kar se reče. Na poti do tja se dobi pol en kup koristnih stvari. Tako da jaz mislim, da po tej strani pa je to zna biti zelo koristno. Ja, profesor Jeres. Ja, jaz prej bila omenjena tudi Ovijska konvencija. Ja, se strinjam, ta tehnologija CRISPR zagotovo ni izvedljiva pod temi pogoji, kot jih predvideva. Vendar je v Ovijski konvenciji zapisano tudi, da bo ustrezen odpor oziroma ustrezna komisija Evropska spremljala razvoj področji in na 5 let spreminjala te predpise. Tako da upam, da se bo to resnično zgodilo. Kar se tiče pa tega, ali bi želel vedeti, kaj bo z mano ali ne, rajši ne. V tem smislu, kaj je zapisano. Tudi nekaj je, če je nekaj zapisano, pa če je nekaj, recimo, ima nek določen odstotek, recimo, kaj pa pomeni, da vem, da imam 50% možnosti,
da bom zbolel, ne vem, za neko bolezen. Kaj to pomeni? Meni čisto nič. Zaradi tega, ker tudi vem, da je ta povezava med genetiko in epigenetiko, se pravi okoljem, izjemno močna, ne? Je zagotovo. In nekdo, ki se bo zelo sekiral, bom rekel po domače povedano, pri takih 50% šansi, bo verjetno prej zbolel kot nekdo, ki bo zelo brez stresa preživel svoje življenje. Predvidevam. Pa se bo zdravo hranil, pa ne vem kaj še vse. Torej, sam podatek kot takšen ne pomeni nič. In zelo pomembno je tudi to, da če že nekdo takšne podatke prodaja ali pa podaja, da jih podaja na pravilen način. In tudi to je v genetski konvenciji zapisano, ker mora biti svetovanje, genetsko svetovanje na osnovi nekega genetskega testiranja temu primerno. Zato smo prej omenili vprašanje tega redukcionističnega pogleda, recimo farmacija, tudi na take izjave. To so seveda tudi te etične dileme. Ne? Vedno so to etične dileme. Včasih se določenim seveda se upognejo, lahko, očitno so upogljive, in kar ne bi smelo biti. In se pač prilagodijo določenim okoliščinam. Ne? Je pa dejansko, recimo, da so take debate, v katerih skušamo razčistiti stvari, čim širšo javnost s tem seznaniti zelo koristne, ker ljudje enostavno ne vedo. Veste? In tudi, kar se tiče same znanosti, je znanost v naši državi premalo vpeta v vsak dan. Recimo, ne? Ta marketing znanosti bi moral biti bistveno močnejši, pozitivni seveda, ne? Se v bistvu smo zato tukaj, da nekaj naredimo za ljudi. In to je tisto, kar manjka, se mi zdi. To osveščanje. Ne? Ker, veste, se v končni fazi ljudi zelo zanima, kaj se dogaja, kdaj bo prišlo kakšna nova terapija ven, kdaj bo kakšno zdravilo novo prišlo in tako naprej. Je pa treba ta ozadja tudi malo pojasniti, da stvari niso tako enostavne, ne? In je treba naliti čistega vina. No? Sedaj, ravno tu na biotehnologiji oziroma biomedicini, to je zelo kompleksni problem, kar ste skozi poudarjali, ne? Se mi zdi, da prihaja od tako imenovani širši javnosti včasih do napačnega razumevanja in pa nekih res takih včasih bizarnih interpretacij. Ne? To ni recimo matematika, ki pod črto na nek način dejansko, se izide. Veste, vse to so takšni strahovi, recimo, kaj se bo zdaj zgodilo, če bom jaz pojedel gensko spremenjeno sojo? Jaz imam prebavila, moja prebavila delujejo, noter so encimi. Vse to se bo razgradilo in na koncu bodo sestavne enote, ki bodo prišle ali pa ne bodo prišle v mojo kri, kot vse ostalo iz druge vrste hrane in se bo normalno porabilo za delovanje mojega telesa. Vse ostalo, kar se pa ne bo prebavilo, bo šlo pa ven. Ja, samo veste, na teh recimo na socialnih medijih imate pa apologete, teh, bom rekla, napačnih interpretacij, ki pa seveda ustvarjajo neko javno mnenje in ljudje premalo vedo, da recimo decidirane izjave na področju biotehnologije, teh novih raziskav, to je izjemno težko dati. Ne? Se strinjam, vendar se treba pač truditi, da se te stvari približajo ljudem, da jih skušajo čim bolj razumeti, zaprav čim bolj enostavno razložiti stvari, opozarjati tudi na nevarnosti, kot smo rekli, nekaj je raba, nekaj je pa zloraba. In tukaj je treba biti pozoren in če nekdo, ki se s tem ukvarja, opozori na oba pola, se mi zdi, da je to zelo pomembno in to bi morali vsi početi. Ja, dr. Peterka. Ja, jaz pravzaprav nimam odgovora, ampak zmeraj imam, ko govorimo o teh zadevah v mislih, kaj se dogaja z cepivi in z cepljenjem, kjer je praktično strahovito jasno, mislim, skozi stoletja pravzaprav dokazana ta učinkovitost in verjetno polovica nas sploh ne bi bila tukaj, kjer se poskuša pojasniti stvari, ampak teorija še kar traja. Traja na način, mislim, in se dogaja na način, da pravzaprav nas ogroža počasi že vse, ali pa mogoče ne nas, ampak naše otroke. Ne? In tukaj najti pravi način, kot sem rekel, nimam odgovora, ampak se mi zdi izredno pomembno. Ja, dr. Kmižovič, kratko. Mi smo eno dobro debato na temo, kaj je najbolj vplivalo na podaljšanje našega življenjske dobe, ker moram povedati, da leta 1860 podatek v Sloveniji je bila povprečna življenjska doba 38 let, da ne vem, skupna ali samo moškega ženska, pa kako je to bilo.
harale, tuberkuloza, otroške bolezni in vse ostalo, do 5. leta malo ljudi preživeli. In prvi skok je nastal ob uporabi cepiv, prvo statistično pogledali, drugi pa z uporabo antibiotikov. To sta dve stvari, ki farmacevtska industrija danes neče delati, zato ker se ne splača. Ja, to je zanimivo. Profesor Jerala, še vaše mnenje na koncu, da pa damo še potem morda občinstvu kakšno možnost, še vaše mnenje, da zaključimo glede tega javnosti. Javnosti. Mogoče samo tisto prejšnje, jaz sem pa velik ljubitelj redukcionizma. No. Res, zato ker se zdi, da moramo razumeti zadevo. Jaz bi rad razumel in ne nazadnje, to so mogoče pristopi sintezne biologije, da prav zadevo razstavimo, da obravnavamo, ne vem, celice kot tovarne, ki jih lahko spremenimo. Ni nujno, da je narava izbrala optimalno verzijo človeka, lahko, to so pač evolucijske naključja. Danes lahko tudi pripravljamo encime, ki so bistveno boljši. Ne nazadnje letos sta bili 2 Nobelovi nagradi podeljeni za področje, ki praktično spada pod biotehnologijo, se pravi umetna evolucija oziroma imunoterapija raka. Se pravi, to je definitivno tisto področje, tako da moja rezerviranost na začetku, seveda želimo imeti ostale, ampak absolutno verjamem, da so to prihodnosti in jaz mislim, da seveda lahko veliko prispevamo k izboljšanju, recimo, prihodnosti ljudi, predvsem na področju zdravja. Glede javnosti pa mislim, da enostavno je prispevek več informacije, več prisotnosti tega. Je pa seveda problem tem, da včasih zadeve ni tako zelo enostavno predstaviti, ampak se je pač potrebno truditi, ampak če je javnost izpostavljena vsak dan, vedno omenjam vsaj 2 minuti v osrednjem dnevniku za neko znanstveno novico, potem bi znanost znala bolj ceniti in bolj razumela dejansko, kakšne so povezave in kako bo znanost lahko koristila recimo za naše za obče dobro, ne? Doktor Kmiževič pa še... Sam eno kratko zadevo, da bo narobe razumljeno. Jaz sem hotel samo povedati, da ni to, ker imamo danes najboljši svet, ki je in da se ne bo spreminjal. Menim pa, da ogromno metod, ki jih danes uporabljamo, so dejansko iz metode, tako kot je PCR in tako so iz narave vzete, sam drugače sestavljene. Druge lego kocke na drugačen način, izboljšani uporaba pa seveda vseh tehnologij, ki jih v life science obstojajo. Sam jih je bilo treba odkriti, najprej vrednotiti, pa potem smiselno uporabiti. Pa tudi smisel življenja, mislim, pojmovanja, miselno nekako spreminjati. Ja, primarno Dosavlič, imate še vi kakšno mnenje na koncu? Ja, za na konec bi povedati, da je zelo pomembno, da se ne obada vsaka znanost sam s sabo, pač pa te povezave med znanostmi dajo rezultat. In tako je bilo tudi pri tem našem projektu, ko smo se povezali z kirurgi, s tem laboratorijskim delom bazične medicine je to dalo rezultat in tukaj smo tudi sami vedeli, kakšne so še možnosti in poti. Tako da to je moje predvsem kot zadnja misel za povezovanje.